Hvala lepa za uvodno predstavitev in v imenu obeh soavtorjev, gospoda Krniča in gospoda Barišiča, vas, drage kolege in kolegice, lepo pozdravljam. Hvala organizatorju za povabilo in pa čudovito pripravljeno srečanje. Začnimo s številkami. Seveda vsi, ne vem, če veste, se pravi, z letali se na leto po svetu prepelje več kot 4,5 milijard potnikov. Za primerjavo, vsi vemo, splošno znano, da na svetu živi 7,7 milijarde ljudi. V zadnji dekadi oziroma v zadnjih 10 letih se je povečalo prepeljanih potnikov za cirka 100%. In največje letališča na svetu prepeljejo okoli 100 milijonov potnikov na leto. Zmogljivost leteh, se pravi prepeljanih vzletanje in pristajanje, je cirka 250 do 300 letal v eni uri, če to posplošimo, se pravi 4 letala v eni minuti. Najbolj prometna evropska letališča pa prepeljejo okoli cirka 70 milijonov potnikov na leto. In še eno zelo pomembno statistično dejstvo, in sicer potovanje z letali je več kot 100-krat varnejše kot z avtomobilom in več kot 3000-krat kot od motocikla. Če pa pogledamo oziroma primerjamo še letala z avtomobili glede onesnaževanja okolja, pa sta si v bistvu zelo podobna, in sicer oba nekje cirka 130 gramov CO2 proizvedeta na prevoženi kilometer na osebo. Tako, toliko, pa da se vrnemo k naši temi. Si poglejmo nekaj podatkov o samem letališču. Letališče Dubrovnik leži v Dubrovački-neretvanski županiji, v kraju Čilipi, približno 22 km jugovzhodno od centra mesta Dubrovnik. Letališče je bilo zgrajeno leta 1960 in do danes doživelo kar nekaj manjših rekonstrukcij. Gre za tretje največje letališče na Hrvaškem, se pravi takoj za Zagrebom in Splitom, ki prepelje okoli 2,6 milijona potnikov. Če to pretvorimo v slovenske, se pravi v Sloveniji na letališču Jožeta Pučnika na Brniku, pa prepeljejo cirka 1,9 milijona potnikov. V zadnjih 3 letih se je pa število potnikov povečalo nekje cirka od 10 do 15%. Prav tako Dubrovnik ima na Hrvaškem tudi najdaljšo vzletno pristajalno stezo z dolžino 3300 metrov. Vsi vemo, da mesto Dubrovnik z večletno zgodovino zaradi ohranjene arhitekturne in pa zgodovinske dediščine je postajalo eno najbolj zaželenih turističnih destinacij na svetu. Letališče kot tako v tem trenutnem stanju ne more sprejeti pričakovanega povečanega, se pravi, potniškega prometa, se je pa njegova zmogljivost je pa že na meji izkoriščenosti. Glede na to, da več kot 65% turistov prihaja v Dubrovnik po zraku, je bil razvojni projekt letališča Dubrovnik prepoznan kot eden ključnih infrastrukturnih naložbenih projektov v Republiki Hrvaški. Nekaj osnovnih podatkov o samem projektu. Investitor je bil Zračna luka Dubrovnik, financiranje bilo s strani evropskih skladov, skupna vrednost projekta je bila 121 milijonov evrov, čas izvedbe je bil od 9. meseca 2017 do 9. 2019, glavni projektant je bil Trends Consults Croatia, projektni management je bil strani Evropske unije je bil Ramboll Danska,
nadzor Setek Francija in pa investitorjev oziroma nam bolj znana zunanja kontrola je bil inštitut IGH, Ramteh, Ascon, CSS in pa GL Zagreb. Kaj so obsegale dela? Če pogledate spodnjo sliko, rumeno področje predstavlja infrastrukturo zračni del oziroma tako imenovano airside. To je v bistvu del letališča, ki je nadzorovan oziroma s posebnimi omejitvami. Zeleni del predstavlja se pravi infrastrukturo zemeljski del oziroma landside, ki je v bistvu bolj javni del letališča. No, potem so tukaj še rdeče obarvani objekti superstrukture oziroma da si bolj predstavljamo, gre za neke garažno-tehnični objekti in tako podobno. Potem je modro obarvana interna elektroenergetska mreža ter vijolično so solarni sistemi. No, slika, ki jo vidite, predstavlja pogled s ptičje perspektive same ureditve gradbišča. Na se pravi severozahodni delu gradbišča je bila locirana betonarna, to je zgoraj, na vaši levi. Potem na jugovzhodnem delu je bila asfaltna baza, deponije, gradbiščne pisarne, laboratorije, celo restauracija za delavnice in pa skladišča. No, na tej sliki so prikazane tudi lokacije izvedbe podpornih zidov sever in jug ter betonskih ploščadi zahod in vzhod. Z rdečo pa je v bistvu označen del vzletno pristajalne steze in steze za za vožnjo. No, takole je izgledala asfaltna baza na samem gradbišču. Gre za sodobno Amanovo Speedy Batch 300 bazo. Se pravi, ta baza je prototipna, mobilna, s kapaciteto 300 ton na uro in mešalcem 4300 kg. Način mešanja je jasno šaržni oziroma diskontinuirni. Asfaltna baza je namenjena za visoke kapacitete in hitro postavitvijo, ki je pa tudi ena glavnih njenih prednosti. Se pravi, za informacijo postavljena v manj kot mesecu dni. Na kratko še o betonarni, čeprav vem, da smo asfalterji, ampak se pravi, to je slika zgoraj. Za samo izvedbo betonskih ploščadi in pa iz zemeljsko vlažnega betona, ki se je izvajalo s posebnim finišerjem za beton, ta oprema je prihajala iz Češke, je bila postavljena mobilna betonarna Schwingstetter 3.0 z visoko zmogljivostjo, torej 120 kubikov na uro oziroma 3 kubičnim mešalcem. Seveda, da je zagotavljala velike potrebe po vgradnji betona, tudi do 900 kubikov na dan. In še en kratek video, takole se je vgrajevalo. Materiali, jasno. Za potrebe proizvodnje asfaltnih zmesi se je koristil kamniti material iz različnih virov, kot so našteti zgoraj. Kaj je glavna težava? Glavna težava je bila dobava oziroma transport, saj v bližini ni bilo primernih materialov, zato so bili primorani voziti z zelo oddaljenih kamnolomov, tudi preko 300 kilometrov. Za občutek, če se postavimo v naše slovenske razmere, je to razdalje od Pirana do Goričkega, vsi pa vemo to pesem, ki je Kreslin spesnil. Skratka, skoraj čez celotno Slovenijo. Zdaj, za asfaltne zmesi se uporabljajo tudi različni tipi bitumnov, ki so prav tako našteti zgoraj.
Pri bitumnu je bila podobna težava, se pravi, kot pri kamnitih materialih, velike transportne razdalje, tukaj pa še eden dodaten moment, in sicer ključen v zimskem obdobju, tako imenovan vpliv temperature pri sami dobavi oziroma pri speljem bitumnu. No, infrastruktura airside pri sami izvedbi tega zračnega dela se je izvedel podporni zid sever in pa jug, to ste videli na prejšnjih slikah, vodovod, odvodnjavanje s črpališči, sama vzletna pristajalna steza in pa steza za vožnjo je vključevala preko 700 tisoč kubikov izkopa, 800 tisoč kubikov nasipa in pa posteljice, preko 400 tisoč kubikov tampona in pa za nas asfalter je ključno preko 200 tisoč ton asfalta različnih vrst tipov. Potem tudi sistem za polnjenje goriva, se pravi letal in pa na koncu še betonska ploščad v omenjenih površini. Izvedba tako imenovane etape 11, gre za vzletno pristajalno stezo in stezo za vožnjo, je bila razdeljena v 3 ključne sklope, in sicer rekonstrukcija 1/3, faza 1A, to je, če si predstavljate, to je v smeri, se pravi, letališče, to je v smeri proti Črni gori, to je ta slika vaša levo zgoraj. Osrednji del oziroma ta je zajemal sanacijo, se pravi imenovano 2/3, to je ta sredinska slika in pa zadnja slika, ki prikazuje rekonstrukcijo 3/3, to je pa v bistvu v smeri proti morja. Kaj je zajemala rekonstrukcija 1/3, faza 1A? Se pravi, je vključevala rekonstrukcijo 1050 metrov vzletno pristajalne steze in izgradnjo steze za vožnjo, potem izvedbo novega sistema za odvodnjo in s povnikovalnimi polji, kompletna zamenjava sistema električnih in aeronautičnih inštalacij, miniranje oziroma in izkop 400 tisoč kubikov materijala z odvozom na deponijo in pa vgradnjo v same nasipe. Zdaj, ta material je v bistvu prihajal iz bližnjega, se pravi, hriba, ki je bil na samem gradbišču, to bom pokazal malo kasneje, kako je to vse skupaj, kje to je točno bilo. In sicer tudi iz tega izkopa se je pa tudi uporabljal, oziroma tisti najboljši oziroma adekvatni material tudi za tamponski sloj. Ugradilo se je preko 50 tisoč kubikov tampona in na tem sklopu preko 54 tisoč ton asfalta. Začetek del je bil v decembru 2017 in pa trajal je do konca marca naslednje leto. Vozlična konstrukcija, se pravi skladno s projektom, je bila sestava vozlične konstrukcije pri rekonstrukciji 1/3 na vzletno pristajalni stezi naslednja, in sicer gre za obrabni sloj v debelini 5 cm in sicer iz AC16 SURF PMB 4580 65 FR AG. Kaj ta FR je? FR je, se pravi, fuel resistance, gre za visoko polimerizirano bitumensko vezivo v skladu s smernicami Federal Aviation Administration FAA in pa International Civil Aviation Organization ICAO. No, na to je bilo 7 cm 22 oziroma veznega sloja 22 bin PMB, 10 cm nosilnega sloja AC32 base s klasičnim cestogradbenim bitumenom 35-50 in pa na koncu še 40 cm tamponskega sloja. Zdaj, na območju razširitev oziroma tako imenovanih ramen pa je bila sestava naslednja, in sicer 5 cm AC16 SURF klasičnim bitumenom 50-70, potem 8 cm nosilne plasti in pa 40 cm tampona.
v jasno zahtevani nosilnosti. Takole, na tej sliki levo je prvi dan odstranjevanja oziroma frezanja obstoječega asfalta. No, na tej drugi sliki desno pa je prikaz odstranjevanja betona s pač posebnim strojem, imenovanim giljotina, ki dejansko tudi deluje na ta princip. Asfaltni frezanc se je ponovno uporabil pri proizvodnji novih nosilnih plasti, in sicer do 20% v sami zmesi. Pridobljen beton pa so, oziroma predrobljen beton pa so vgradili v same nasipe. Takole, po sami odstranitvi vseh obstoječih veznih slojev se je nato izvedla nadgradnja z 40 cm tamponskega sloja, s tem se je posledično dvignila tudi niveleta in pa skupno 22 cm asfaltnih plasti. No, na tej sliki je prikazano samo zgoščanje tega tamponskega sloja z valerji, se pravi, materialu se dodaja neka kinetična energija, zato da se doseže čim večja koncentracija mase oziroma gostote, tako da naj bi imel sloj čim manjšo težnjo po spremembi, podobno tudi pri samih asfaltnih plasteh. No, takole je slika, to je slika prvega dne, asfaltiranje nosilnega sloja AC32 Base in zaradi relativno kratkega dne, to je bilo v januarju 2018, je doseganje zahtev po dinamiki gradnje in pa oziroma roka se je izvedlo asfaltiranje tudi v nočnem času. No, takole, to je pa prikaz, se pravi, asfaltiranje samega obrabnega sloja AC16 Surf z dvema paralelnima finišerjema, ki jih vidite, v širini 7,5 metra, gre za vroči spoj in togo gradjo. Zaradi doseganja maksimalne prečne in pa vzdolžne ravnosti ter same kontinuitete. No, pripravljam vam še en kratek video, takole, kako se je to vgrajevalo s povsem novimi valerji. Takole, to pa je končni izgled vzletno pristajalne steze levo, in sicer ta del je viden tudi sam izkop, na katerem delu se je ta material pridobival za nasip. No, in ta dela praktično se pravi na tem delu, kjer še manjkajoči del, pa se je izvedlo v samem osrednjem delu same piste. Takole, to je pa rekonstrukcija 2/3, faza 3A in B, to gre za osrednji del. Se pravi, ta pa je zajemala sanacijo osrednjega dela vzletno pristajalne steze in steze za vožnjo, odvodnjavanje, električne inštalacije, tamponski material, se pravi, vgradnja tamponskega materiala in pa vgradnja samega asfalta v količini 60 000 ton. To pa je bilo v bistvu zelo kratek rok, zato je bilo treba narediti v izredno, se pravi, izvesti v mesecu in pol. Sanacija 2/3, faza 3A osrednji del, preden se je, se pravi, vse skupaj izvajalo, je bilo po pogodbi, oziroma je bil izvajalec po pogodbi, predhodno je moral pripraviti izvedbeni načrt, oziroma načrt sanacije, ki ga je jasno potrdil naročnik. Zato je bilo potrebno izvesti pregled stanja, se pravi poškodovanosti, kvalitete obstoječih materialov in pa same debeline. To se je zgodilo, to je bilo v letu 2018, se pravi nekje cirka 2 do 3 mesece pred samo sanacijo. Rok izredno kratek, torej raziskave te vozične konstrukcije so pokazale, da je v bistvu spodnje plasti so primerne, da pa je problem v obrabnih plasteh in sicer zaradi prevelike intenzitete samih poškodb in pa globine razpokanosti asfaltnega obrabnega sloja in pa hkrati tudi slabe zlepljenosti oziroma
tako imenovane delaminacije oziroma slojevanja med obrabnim veznim slojem, je bilo pač to potrebno nekako primerna sanacija. No, tole pa slika, ki prikazuje iz katere to v bistvu razvidno. No. Tukaj pa je prikazan predlog sanacije, kjer vidimo, da se na vzletno pristajalni stezi odstrani prvo 5 cm obrabnega sloja, se pravi, potem se doda kompozitna mreža, to je bilo že včeraj nekaj rečeno, ne, za armiranje asfalta. No, na to se doda kompozitna, se pravi, na to je prišel izravnava od 3 do 8 cm za AC16 base in pa 22 base, ter na to 7 cm AC22 bin in pa na koncu še obrabni sloj AC16 surf. Pri tem lahko sem še povem to, da je bilo upravljeno tudi testno polje za določitev najprimernejše mreže za armiranje asfalta. Bilo je, se pravi, 5 različnih mrež in so se pač testirala. No, spodaj pa je v bistvu prikazana tudi steza, se pravi, sama sestava steze za vožnjo in pa samih ramen. Še ena slika. Takole je v bistvu izgledal osrednji del ob prepustitvi v promet. Še ena slika, tole je pa končni izgled osrednjega dela in pa še, ki je bil že v funkciji, in pa dokončani oziroma manjkajoči del rekonstrukcije 1/3 na jugovzhodnem delu. Rekonstrukcija 3.3 pa je v bistvu zajemala, to je v bistvu slika osrednjega dela in pa samega zadnjega dela. Tukaj, to je v smeri proti morju, ne, že v bistvu prepuščeno v promet. Zdaj vidite zgoraj, se vidijo tudi obrisi sledovi gum samega pristajanja letal. Ta rekonstrukcija 3.3 pa je izvedena po zgledu, kot je bila rekonstrukcija, tista prva rekonstrukcija 1/3. Še čist na kratko o sami kontroli kakovosti. Kontrolo kakovosti se opravlja tako na zemeljskih delih, hodnih kamnitih materialih, bitumnih, vozičnih konstrukcij, vseh slojih vozičnih konstrukcije, odvodnjavanj in pa betonih. Izvajajo je akreditiran laboratorij TPA. Zdaj posebnosti tukaj so te, se pravi v pripravih ITT-jev za obrabne plasti se je poleg standardnih preizkusov izvaja tudi preizkus odpornosti na gorivo oziroma kerozin in pa na sredstva za odmrzovanje kemikalij. V samem sklopu, v skladu oziroma pravili FAA-ja se izvaja tudi preizkus stabilnosti in pa tečenja po Marshallu, ki pa vemo, da zdaj se opušča oziroma ga se praktično več ne izvaja. Tukaj pa v bistvu so te zahteve in zato sem ga uvrstil kot neko že posebnost. Vsi pa vemo, da pri njemu je problem ta, da ima podcenjen vpliv notranjega trenja kamnitih zrn in pa precenjen vpliv kohezije oziroma viskoznosti tekoče komponente. Še nekaj tabelaričnih prikazov povprečnih vrednostnih rezultatov analiz vseh proizvedenih in vgrajenih asfaltnih zmesi. Posebnost je to na letališčih, da se pri zgoščanju asfaltnih preizkušencev po Marshallu nabijajo z 2x75 udarci in ne 2x50, kot imamo običajno. Zdaj v samem sklopu kontrole se je preverjalo tudi lastnosti voznih površin, se pravi meritve ravnosti z recimo merilno letvijo in pa samim walking profilerjem za določitve irija, ter torne sposobnosti, se pravi s preizkusom makroteksture, to je globine med zrni, po metodi s peskom in same hrapovosti oziroma drsnosti z nihalom SRT. Tukaj je še nekaj slik prikazanih rezultatov odpornosti na trajne deformacije oziroma kolesnice, tako imenovani wheel tracking test za 3 asfaltne zmesi, se pravi AC32 base, AC22 bin in pa obrabno 16 surf. Izzivi.
Skratka, izzivov na tako kompleksnem in zahtevnem gradbišču ni manjkalo. Jasno, poleg vseh teh neštetih, ki jih imate tukaj, projektne dokumentacije, materijali, dobava, količina, stroji, kako to pripeljati na samo ta del, je bil zelo problematičen. No, ampak lahko izpostavim pa še eden, in to je v bistvu ta zadnji, se pravi na tem področju ne bi človek pričakoval, ampak je problem klimatska cona oziroma ta zanimiva klimatska cona s polno dežja in pa močnim vetrom, predvsem jasno v zimskem času. Naj za zanimivost povem, da je bilo v februarju 2018 23 dni, se pravi dežja, deževnih dni, to je skoraj praktično cel mesec. Tako, smo na koncu, upam, da nisem bil predolg. Skratka, zahvalil bi se vsem celotni ekipi in pa vodstvu, ter predvsem vpletenim delavcem na gradbišču, ki so se predajali in živeli za ta projekt. Uspeh pri tako zahtevnih projektih je moč le s kompetentnimi ljudmi in pa samim timskim delom. Ker pa je pred nami mesec december, bi vsem, se pravi, za marsikoga tudi najlepši, za nekoga pa tudi najdražji mesec v letu, bi zaželel lepe praznike in pa obilo veselja med vašimi najbližjimi. Hvala še enkrat. Hvala, kolega Hribar.